V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha, amen. Hvaljen Jezus. Torej, poslušamo isti evangelij, kakor tudi že na 1. januarja, torej na božično osmino ali tudi Jezusovo obrezo, ker cerkev praznuje praznik Jezusovega imena le malo za praznikom njegove obreze, seveda tradicionalno tako praznuje. Za manj bomo iskali, o tem se bomo na koncu še vrnili, ne. Torej, svoje ime je Jezus dobil ob obrezi v templju, včasih tudi pri nas se je dogajalo, da dete je dobilo svoje uradno ime, poimenovanje pri krstu. Nemalokrat so potem človeka doma klicali sicer drugače, kot pa je bilo njegovo krstno ime, pa naj je to bila kaka pomanjševalnica ali pa da je imel še kako ime zraven, ne, eno krstno ime, eno tako naprej, ne. To poznamo te stvari, recimo naš sosed, ne, uradno je bil Vladimir, vsi smo ga pa klicali Lojze, ne, tako da krščen je bil za Lojzeta, tako da te zadeve. Meni je bilo nič jasno prvič, ko sem to slišal, ne, ampak tako je. Torej, obred vstopa v pripadnost izraelskemu ljudstvu, staremu Izraelu, bomo rekli, ne, je bila obreza. V novi Izrael, ki je cerkev, se pa vstopi s svetim krstom. Zdaj tako je, ne, obreza, ki se praznuje, Jezus se poniža, ne, kot Božji sin se poniža, prevzame človeško naravo, rodi se in postane pripadnik nekega naroda, torej to je njegovo ponižanje, medtem ko sedaj njegovo ime je pa njegovo povišanje. Zakaj? Ker je bilo lepo rečeno, ne, da preden je bil spočet, ne, je bilo že dano to ime, tako da to. Krst vedno tudi vstop k vsem drugim sakramentom, tako da kakor je bil Kristus v templju obrezan in te stvari, tako tudi mi na neki način v svetem krstu smo duhovno obrezani in potem z drugim krstom, ki je sakrament pokore, vedno znova obrezujemo svoja srca, da bi obrodili sad. Saj vemo, da sadno drevje, trte in tako dalje je treba vedno obrezovati, zato da bi kaj obrodila ta drevesa oziroma te rastline, če ne, seveda ni sadu. Tudi če zdaj se ne poimenuje in tako pri krstu, ampak vedno se vpraša po otrokovem imenu. Kakor pa je dejal star latinski rek, ime je tudi znamenje. Zdaj, če pogledam svoje ime, veste tudi vi, pomeni tisti, ki je možat, tisti, ki je pogumen in tako naprej, ne, se pravi Andrej, ne Andreas, pravi ta zadeva. Kdor ima kakšno ime, ki izhaja iz hebrejščine, in tako bo spet imel neki pomen tak. Kdor ima iz grščine, tudi imajo imena neki pomen noter, ali pa tudi drugače, ne, so pa svetniki, ki so zadaj, tako da v vsakem primeru neko znamenje je, ne, neki pomen je zadaj, če ne drugega, zgodba tistega svetnika, pa zgodba ponavadi tudi neke družine, ne. Pri nas ponavadi vsaj eden v generaciji je nosil to ime, ki ga nosim tudi sam, ne, tako da se te stvari, moj praded recimo je se enako imenoval, potem brat moje stare mame se je enako imenoval in tako naprej. En stric, ki je bil sicer mrtvorojen, ampak če bi se rodil in bi bil živ, bi se prav tako imenoval kakor jaz, ne, tako da vse te stvari vidimo, da so pomembna tudi danes ta imena, čeprav dandanes ljudje se izpolnjujejo vsa živa imena, pa celo si jih zamenjujejo, tudi ne vemo, zakaj. Potem si dajejo pa irska imena, pa francoska imena, pa ne vem kaj še, ne. Namesto da bi lepo vztrajali v nekih tudi navadah o poimenovanju in tako dalje, ne, pa ne samo nekaj, kar je moderno. Vemo tudi v Afriki recimo, ne, to, kar poznam jaz ljudi, imajo zmeraj še neko ime,
ki nosi tudi nek pomen, tako da zraven nekega krščanskega imena, če so kristjani, je še tisto njihovo domače ime, ki ponavadi nekako, bi rekli, zrcali tisto, kar nosi krščansko ime ali nekaj podobnega, no. V glavnem tako. Prvi pomen Jezusovega imena smo že rekli, Bog je zveličar ali tudi odrešenik. Na kratko z eno besedo rečeno, zveličar, odrešenik. To pomeni Jezus. To smo rekli pravzaprav že 1. januarja. Vstopni spev lepo pravi, da se v Jezusovem imenu pripogne vsako koleno, ponavadi tudi pri teh besedah, pri liturgijah se poklekne, posebej kadar je tisto berilo, ne, torej iz pisma Filipljanom. Ampak pravi, vsak jezik spozna, da je Jezus Kristus Gospod, ne, s tem, da pač se poklekne in tako, ampak to v slavo Boga Očeta. Torej gre za priznanje, spoznanje, da je Jezus Kristus Gospod, da je torej vladar vsega, da je kralj z veliko začetnico, edini pravi kralj. Lahko bi rekli celo vsevladar ali pantokrator, kot je na freskah ali mozaikih bolj vzhodnega krščanstva in tako upodobljen, ampak tudi recimo v Ogleju se tudi to vidi, ne, je tudi tako napravljeno. Tako da na tak način, ne, se pravi, v slavo Boga Očeta gre to spoznanje, priznanje, to izpovedovanje. Nebeški Oče je Jezusovo ime povzdignil že od vekomaj nad vsa imena. Zato bi se morala ne samo kolena upogniti nas ljudi, ampak tudi naš razum, naša volja pogniti pred Jezusovim imenom. To pomeni vse. Pač rečemo Jezus, vedno se duhovniki, redovniki in tako, ali pa tisti, ki se bolj zavedajo, ne, kristjani in tako, torej povabim tudi vas, da se lepo poklonimo z glavo, ne. Jezusovo ime, Marijino ime, lahko malo manj sklonimo glavo pri Marijinem imenu, ampak vendarle, ne, to so ta sveta imena. Včasih je znano, da so otroci tudi kakšne redovnike, redovnice zanalašč, tako so sicer bi rekli, da mi po nemarnem, da so izgovarjali sveta imena, ampak jim je bilo fajn videti, kako se vedno priklonijo, ne. Tako da to, oziroma poklonijo z glavo, ne, tako da to jim je bilo fajn. Po so jim pa povzročali malo vratne telovadbe, ne. Važno, da ni bila odvratna telovadba, ne, tako da to. Tako da vse te stvari, vidite, ki nosijo poseben pomen. Vzeto je to iz pisma Filipljanom, smo rekli torej, da ne bi prevladal v nas naš napuh, naš ponos, da se ne bi dvignili nad Jezusovo ime, ampak da se upogne vsa ta zadeva, ne. Torej tudi v duhovnem smislu, da pripognemo svoje koleno, kot se reče malo bolj po starinsko. Torej nadangel Gabriel, kot smo rekli, ki prav tako v svojem imenu oznanja Jezusovo ime, kar pravi Gospod odrešuje ali rešuje, pravi, da je bilo dano že pred spočetjem to ime. Torej je bilo dano v nebesih. Mariji in Jožefu je povedal, naj poimenujeta dete Jezus. Ne, tako mora biti poimenovano. Lahko bi se spomnili karkoli drugega, ampak ne. Podobno je bilo tudi pri Jezusovem predhodniku, glasniku in tako naprej, svetem Janezu Krstniku, je ukazal Bog. Janez je njegovo ime. Torej, če ime oznanja, da je Jezus odrešenik, torej naznanja točno tisto, kar za božič nam je dejal sveti Pavel. Razodela se je Božja milost ali Božja ljubezen tudi. Se pravi, to izkazuje njegovo ljubezen do nas, Božjo ljubezen do nas. Mi moramo razumeti, njegova dela so neskončne veljave. Niso sama sebi namen, torej čudeži in take stvari, ne, dejanja njegova.
Njegova avtoriteta je neomejena, ne, ampak vemo, mi bi omejevali to avtoriteto. Njegova najgloblja želja, da nas spravi s seboj oziroma vse stvarstvo s seboj in seveda z nebeškim očetom, z njegovim očetom, ki je tudi po njem naš oče. Torej ne samo po stvarjenju, ampak tudi v Jezusu Kristusu je še posebej naš oče, ker prej, kako bi ljudje vedeli, da Bog je tudi oče, ne? Vemo, kako neka druga verstva pojmujejo Boga, nekega oddaljenega in tako dalje, ampak po Jezusu Kristusu se nam razvedemo kot oče. In torej po Jezusu Kristusu smo tudi mi, njegovi posinovljeni otroci, dediči nebeškega kraljestva. Torej želi Jezus, da bi spet bili njegovi sodediči. Prvič smo to postali pri krstu, ampak smo rekli, ljudje to radi izgubljamo, pa moramo spet pridobiti. Psalmist pravi, smo tudi poslušali v tem vstopnem spevu, da kako ljubovito je Gospodovo ime po vsej zemlji. Ampak mi nehvaležni ljudje radi to spregledamo pa pozabimo. V Stari zavezi je tudi že Bog ljudem odpuščal in bil naklonjen in tako zaradi svojega imena. V Novi zavezi, torej v Jezusovi cerkvi, pravzaprav se na nas ozira, nam odpušča, nas sprejema zaradi spet Božjega imena, ampak Sinovega imena, ne? Torej zaradi Jezusovega imena, ker nam je po Sinu pač dokončno spregovoril, se nam je razodel, še bolj pa, ker ni bilo to namen, da se je spustil Bog Sin k nam, ampak v njegovem imenu nas je odrešil in večno zveličal smrtjo na križu, ne, seveda te stvari. Ti, Gospod, si blag in mil in poln usmiljenja do vseh, ki te kličejo, pravi drugi del darovanskega speva. Torej, kdo resnično kliče Jezusovo ime, kdo resnično slavi časti Gospoda, prejme tudi njegovo usmiljenje in milost. Celo, kot pravi v svojem prologu sveti Janez, prejme milost za milostjo. Torej, se ne končajo te milosti. Samo moramo to res delati. Moramo biti v Jezusu, moramo klicati tako, kot je treba njegovo ime. Jezus je vedno naklonjen svojim prijateljem, če prav kličemo njegovo ime. Zdaj, mogoče je, da ne prav kličemo Jezusovega imena pa drugih svetih imen, ne? Da vnemar zgovarjamo kličenje, ne? Morda tudi v smehovanju, preklinjanju, v jezi, podobno. Tudi to se dogaja. Tudi kristjanom kdaj, če ne drugega v mislih kdaj, ne? Čeprav bi rekel, da potem, kadar se človek enkrat to navadi, so bolj kakšne druge stvari, ki nam potem silijo v misli, ne pa kakšne psovke in tako pa proti 6. Božji zapovedi, ne, bi imenovali kakšne razmnoževalne organe in take stvari, ne, kadar smo pri sebi jezni, tako da sicer je zelo tudi tisto, ne, ampak še zmeraj boljše kot pa to, ne, da bi tako v neki jezi pri sebi izgovarjali Jezusovo pa sveta imena, ne, ampak dobro, pustimo, ne. Najboljše nič od tega, ne. Pa na neki poti manjše zlo, ne, ampak manjše zlo ni dobra rešitev, ne. Zmeraj je treba iskati dobro, ne pa manjše zlo. Manjše zlo je tisti izhod, če pač ni druge možnosti, ampak ponavadi druga možnost je, tako da to moramo iskati. Torej, da bi dobro uporabljali svoje misli in svoj govor, ne pa tako izgovarjali v mislih ali pa tudi z usti slabo. Tako da treba se je zavestno, pobožno, z veliko vero spraviti k temu, da kličemo Jezusovo ime in sveta imena. Treba se je lepo izraziti, da bi bili uslišani. Treba se je pravilno izraziti, da bi bili uslišani. Zdaj ne to v smislu, da mora biti točno določena formula, daleč od tega, ne, ker ni nekih manter in takih stvari, ampak pravilna, kot bi rekli
razpoloženost, pravilno razpoloženje, pravilna drža in te stvari, ne, drža duha, drža srca. Tudi telesna drža se potem izraža seveda vedno, ne. Zdaj, ni kot lepo zdaj, ko sem poslušal malo o duhovnih poklicih in te stvari, ke se moramo malo pripravljati tudi glede tega, ker je 2025 jubilejno leto posvečeno v naši bratovščini prav duhovnim poklicem. Pač ni izraz neke pobožnosti, da se ti 4 minute križaš, ne, da delaš križ 4 minute, pa da počasi poklekuješ in tisto, razen če imaš probleme s koleni, kolki in tako dalje, ne, to je druga pesem, ampak dobro, ne. Se pravi, mora biti neko notranje razpoloženje in potem neka primerna zunanja drža, ne pa da mislimo, da če bomo tako iskali pozornost z neko počasnostjo in tako v nekih držah in gestah in tisto, da bomo na tak način potem pokazali, da smo res pobožni, ne. Ne, to ni nobena pobožnost, ne, moramo paziti te stvari. Tako da zdaj, če to ime Jezusovo in ta imena preklinjamo, seveda tudi nas in na vse svoje kličemo prekletstvo, ne, tudi če preklinjamo božje dobrine in tako dalje, ne. Saj to sem večkrat povedal, ko tista oddaja od Srbov tam, ke so napravili, je bila lepa oddaja glede psovanja, glede kletvine in tako dalje. Na koncu je rekel pač tisti menih, da ljudstvo, ki preklinja sonce, zasluži, da živi pač v temi, ne. Je imel prav, ne. Pol so tam govorili, ne, da kako kruh preklinjajo in take zadeve, ne, ljudje, tako da marsikaj drugega, ne. In so rekli tudi to, da tudi njihov narod prej ni poznal tega, potem so se pa spridili in vidimo tudi naš narod, ne. In potem gre ta zadeva, kamor gre. Torej, to je klicanje prekletstva, ne, nase, na svoje ljudi, na druge ljudi, na dobrine in tako dalje. Ne kličemo milosti in blagoslova. Jezus seveda si je nadel še druga imena in vidimo v evangeliju ta imena, ki si jih nadeva, ampak to so neki vidiki, torej v Jezusovem imenu je to že vse vsebovano, ampak neki posebni poudarki, vidiki in tako naprej, ne. Se pravi, njegova ljubezen do nas se kaže na različne načine. Je oče ubogih, je dobri pastir, išče izgubljene ovce. Sin človekov pomeni, da se je popolnoma prevzel našo človeško naravo, postal vsem nam enak, razen v grehu. Pravi tudi, da je pot, resnica in življenje. Jezus je dejal, da v njegovem imenu je treba prositi očeta, da bi bili uslišani, da če bomo prosili v njegovem imenu, bomo vedno uslišani, in zato cerkev tudi v svojih molitvah, v svojih prošnjah to vedno dela, posebej v teh glavnih prošnjah pri maši in tako, vedno imajo tak zaključek, ne, recimo po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem sinu, ne. Jezusovem imenu cerkev podeljuje zakramente, prosi, blagoslavlja, izganja hude duhove, tudi ko se dela blagoslovljeno vodo, ko se blagoslavlja oziroma zaroti tudi vodo, sol, olje in take stvari, ne, tudi v Jezusovem imenu seveda. Nas pospremi ob slovesu tega sveta in tudi vsak, ki kliče njegovo ime, je rešen, ne, zato nam tudi cerkev svetuje, da ko se poslavljamo s tega sveta, naj bo, če je možno, na naših ustih, če ne pa gotovo mislih, da je Jezusovo ime, da govorimo Jezus, 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 ne. Ali kaj podobnega. Ne, vemo za svetnike in svetnice, kako so tudi nazadnje izgovarjali Jezusovo ime. Ne, tako da so te zadeve, recimo sveta mala Terezija, Jezus, ljubim vas, ne, ker je pač vikala, ne, kot je bila takrat francoska navada, ne. Tako je potem
se poslovila z tega sveta in se resnično rodila tudi za nebesa. Tako da to v Jezusovem imenu seveda prosimo tudi za verne rajne, sicer rečemo Gospod, daj jim večni pokoj, ampak vendarle spet mislimo njega in njegovo sveto ime. Torej v njegovem imenu so verne duše tudi rešene iz vic, ne more biti drugače. Kot smo slišali, oziroma če bi prebirali celoten odlomek, mi smo pač duhovniki, redovniki, tisti, ki brevir molimo, smo cel odlomek v bogoslužnem branju pač prebrali si v Matutiniju, ne. Apostol Peter reče lepo: kaj naj ti dam, ne, se pravi, zlata in srebra nimam, ampak tisto, kar imam, to ti dam. V imenu Jezusa Kristusa, Božjega Sina, vstani in hodi. Torej tisti hrom je ozdravil, gre v tempelj skupaj z apostoli, poskakuje, ne. Potem zaslišuje od Petra in smo lahko zasledili, kako se zagovarja, ampak spet reče, ne obstaja nobenega drugega imena, ne. Da boste vedeli, v imenu Jezusa Kristusa, Božjega Sina, ki ste ga vi križali in tako dalje, ne, ki pa ga je Bog obudil in tako naprej, stoji ta pred vami zdrav, ne. Zdaj ni prav tako dobesedno, kot sem rekel, ampak približno take besede, ne. V glavnem, bistvo tega je to. Torej, četudi bi imel sveti Peter zlato in srebro, ne, in četudi je kdo to imel, ker vemo, da cerkve nekateri so imeli zlato in srebro, pa vendarle ni bilo v tem bogastvo nikdar cerkve in ni bilo to, kar je ozdravljalo, odreševalo, ampak Jezusovo ime, ne. Tako da to. Ni drugih sredstev, ni drugega imena pod nebom, kot tudi pravi sveti Peter, ampak mnogi si domišljajo, temu je tako. So druga sredstva, so druga imena in tako dalje, kot smo rekli prej, ne, z raznimi formulicami in takimi stvarmi, mantrami, in to mislijo, da bojo rešili zadeve, ampak ne bojo, ne. Tako da iščejo ljudje rešitev na drugih naslovih ali pa tudi, zlasti če pride to, kar rečemo križ v življenje, Jezusovo ime seveda in druga sveta imena preklinjajo. Človekov napuh in ponos, kot smo rekli, odvračata nas od tega, da bi pred Jezusom upognili svoje koleno. Ampak Bog nam je dal svobodo, kot smo tudi že rekli, je dal pred nas izbiro, kaj izbereš, blagoslov, prekletstvo, življenje, smrt. Nas vabi seveda, pravi, izberi življenje, ne. To nas vabi, želi, da izberemo življenje, da izberemo blagoslov. Tudi slovenska sinoda je nosila stavek izberi življenje, ampak potem se ni izbralo glih življenja. Ni se izbralo neposredno smrti, izbralo se je udobno izumiranje, ampak to so že druge potem zadeve. Boga je treba poslušati bolj kot ljudi, pa mu dati slavo in čast, kot je prav. Za čaščenje in slavo Jezusovega imena mora biti seveda tudi prava sredstva, pravo bogoslužje, prava maša, pravi zakramenti, pravi nauk in podobno. Ampak v bistvu še bolj od dobesednega preklinjanja, kar se sicer še najbolj dogaja kot neka grda razvada tudi med našim ljudstvom in se je težko tega odvaditi, je še bolj žalostno to, da Jezusovo ime in njega samega se vse bolj izrinja na rob ali pa tudi že onkraj roba. Vsekakor čim bolj daleč stran, zdaj pa to je lahko dobesedno ali pa tudi v nekem prenesenem pomenu. Tudi tako se to lahko dogaja, da se sicer z usti izgovarja njegovo ime in morda tudi mi tako delamo, oziroma bom kar rekel, da to delamo večkrat, ampak Gospod nam ponavlja Izajeve besede: to ljudstvo me sicer časti z usti, ampak njihovo srce je daleč od mene. Tako da vsak od nas se mora tukaj tudi vprašati, kako časti Jezusovo ime, kako izgovarja, a je to resnično
tako pravilno, bomo rekli, da je povezano, da tudi živimo in delamo oziroma vsaj si želimo tako živeti in delati, ali pa samo izgovarjamo, pa tako vnemar izgovarjamo, pa v bistvu Jezusa smo pahnili nekam tam na rob, ne, ali pa izven svojega življenja. Tako da to. Torej to delamo ljudje v cerkvi tudi, pa ne glede, ali je to hierarhija ali verniki. Gotovo zgovorno znamenje tega, da je Jezus in njegovo ime, da je bilo pahnjeno ven iz naše zori, je to, da pač v novem obredu ni več praznika Jezusovega imena v bogoslužju, ne. Tako da to. Mi se radi seveda zatekajmo na koncu, bomo rekli, k Jezusu, posebej v mesecu januarju, ki je tradicionalno mesec Jezusovega imena. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Hvaljen Jezus.